Pozdravljeni. Dirka za veliko nagrado Monaka je potrdila tisto, kar so se bali mnogi navdušenci Formule 1 in predvsem navijači Scuderie Ferrari. Letošnji Esef Pomišljaj 26 je popolnoma zgrešil smer. Marsikateri navdušenec in predvsem navijači Scuderie Ferrari so si nekako enotnega mnenja, da jaz osebno sovražim Scuderijo. Namreč mnogokrat v mojih prispevkih je res mogoče zaslediti tukaj kritičen pogled do tistega, kar delajo v tej znameniti ekipi. Ampak po veliki nagradi Monaka smo verjetno dobili dokaz, kako so bile razne moje teorije konec koncev pravilne. O tem, da je Ferrari Esef Pomišljaj 26 mogoče projekt z napačnim konceptom, smo govorili že pred meseci. Ampak čeprav so marsikje lahko trdili, da Ferrari bo prišel na dan na tistih progah, kjer je potrebno imeti več oprijema, smo na progi v Monaku verjetno videli, kako so se motili tej poznavalci in strokovnjaki. Verjetno se marsikdo izmed vas spomni raznih člankov, ki so na ves glas trdili, kako bo Ferrari na ulicah Monte Carla prevladal z veliko lahkoto. In ne smemo pozabiti, dirka za veliko nagrado Monaka je bila prva, kjer so upoštevali tiste nove meritve glede kompresijskega razmerja. Torej, Mercedes bi moral biti na slabšem. Vsaj po mnenju tistih, ki na ves glas trdijo, kako so prav oni najboljši, najhitrejši, najbolj kompetentni v Formuli 1. Ampak kaj smo videli v resnici? Tisto, kar je bilo mogoče sklepati tudi iz prejšnjih dirk. Na samih kvalifikacijah Ferrari ni prevladal. Oba bolida Scuderije sta lepo bila v drugi vrsti. Pred njima Andrea Kimi Antonelli ter Max Verstappen. In zamuda obeh bolidov na kratki progi po ulicah Monte Carla je bila občutna. Namreč dobri 2/10 tu ni malo. A nekdo bi lahko dejal, da Ferrari z tisto pnevmatiko C5 ni v najboljši formi in da se je vedelo, kako bodo kvalifikacije nekoliko slabše. Ne vem, od kje nekaterim znanje, da se bo nekaj vedelo brez argumentov, brez dokazov. A poglejmo si situacijo na dirki, kjer končni rezultat ne kaže prave slike. Biti drugi in gledati samo zaostanek po prekinitvi z rdečo zastavo ne pomeni absolutno nič. Poglejmo si raje nek pravi pokazatelj. In ta je naslednji. Situacija v 39. krogu od 78. Gre za uradno grafiko Formule 1. Ne gre za nekaj, kar bi sam iskal prav zato, da bi dokazal neke moje domneve, neke moje teorije. Gre za situacijo po polovici dirke, kjer so vodilni že opravili postanek in kjer niso uporabljali pnevmatike C5. Torej, izgovorov ni. Ampak zaostanek Lewisa Hamiltona za Andreo Kimijem Antonellijem je 33 sekund in pol na polovici dirke. In sedaj bi bilo lahko logično sklepati, da ukolikor ne bi prišlo do obdobja varnostnega avtomobila, do prekinitve z rdečo zastavo,
bi na koncu videli, da bi Lewis Hamilton prav tako bil drugi, ampak bi za Mercedesom lahko zaostajal za minuto ali več. Ponavljam, na progi, kjer bi moral Ferrari z lahkoto, malo da ne z levo roko, zmagati. In torej, čemu smo priča? Prvič, situacija je takšna, da Ferrari SF26 ima zgrešen koncept. In pika. Če se kuhar v restavraciji odloči, da bo delal fižoljo juho, ne more servirati strankam dunajskega zrezka. Ampak nekaterim, ki sledijo formuli 1, to ni jasno. Fižolovo juho lahko popravlja v nedogled, ampak nikoli ne bo dunajski zrezek. In to je tisto, kar se je zgodilo pri Ferrariju. Loic Serra je začel z nekim konceptom, ki je nerealen. Nerealen glede na tisto, kar velevajo pravila. In čeprav ste me nekateri ostro kritizirali, ko sem se spraševal o tej smernici pri skuderiji Ferrari, ste mogoče sedaj videli, da sem imel prav. Nekateri izmed vas ste celo v komentarjih trdili, kako bo Ferrari v Monte Carlo zmagal, seveda z veliko lahkotnostjo. In rezultati so tu. Se je morda nekdo motil ali pa morda nekdo govori, brez da bi razmišljal in posluša samo svoja navijaška čustva? Tu je treba povedati, da mnogi viri, mnogi avtori, mnogi, recimo temu analitiki, igrajo samo na to noto. Pravijo vam tisto, kar si želite slišati. A kriza je po mojem globlja od onega, kar se na prvi pogled zdi. Čeprav bi lahko dejali, da je minuta zaostanka v Monaku v teoriji že tako ali drugače izjemno huda zadeva, je v resnici pri Ferrariju morda situacija še slabša. Lewis Hamilton je začel dosegati boljše rezultate v trenutku, ko je nehal poslušati tisto, kar pravijo tehniki v samem Ferrariju, ko je prenehal uporabljati njihov simulator in je začel zaupati le vase in v lastne občutke. Lewis Hamilton je odpravil težave z zavorami, ko je zamenjal zavorne diske. Pustili so na njegovem bolidu diske Brembo pri miru in montirali one AP. Nič kaj takega, nič novega, nič revolucionarnega. A težava je v tem, da imamo Charlesa Leclerca, ki vztraja pri zavornih diskih Brembo in jih nato še krivi za svoj odstop na domačih ulicah. Prvič, to je izjemno slaba poteza, kar se tiče odnosov z samimi dobavitelji. Spomnimo se, kaj se je zgodilo Alainu Prostu, ko je okretnost takratnega svojega Ferrarija primerjal z navadnim tovornjakom. In po drugi strani, če je Lewis Hamilton dobil rešitev, meni osebno ni jasno, zakaj je ni prevzel tudi on, saj v resnici ni neumen in ve, da tudi v ulicah Monte Carla je potrebno zavirati. Ampak ne, bolje je končati v zaščitni blazini in kriviti druge. To, da na njegovem bolidu ni bilo pravih komponent, ni napaka Bremba, je napaka skuderije in predvsem njega. Namreč Lewis Hamilton se je verjetno uprl, dosegel svoje in dokazal, da ima prav. In tu je seveda sedaj tisti srž problema. Skuderija Ferrari zgleda ekipa, kjer nihče ne ve, kaj pravzaprav počne sosed. Nimajo nekega jasnega cilja, neke jasne smeri. Nihče od tistih glavnih vodilnih strokovnjakov si ne želi v samo skuderijo. In tu je treba povedati, da pred nekaj tedni
je Teruzzi objavil na svojem blogu kar nekaj zanimivih intervjujev. V enem je nastopal Aldo Costa, ki je dejal, kako je včasih bilo v skuderiji Ferrari. Govorimo o obdobju Michaela Schumacherja. In tu seveda je treba poudariti, da se je govorilo tudi o tem, kako so si vsi želeli v Ferrari, da bi se tam kaj naučili. In danes vidimo na vrhu tehničnega oddelka Loïca Serro, tistega, ki so se mu odpovedali pri tovarniški ekipi Mercedes, ki je prišel v Ferrari, da bi zadeve obrnil na bolje. Videli smo rezultate in treba je povedati, da Loïc Serra nikoli ni bil prvovrstni inženir. Strokovnjak za obese in pnevmatike, ki je ustvaril bolid, ki ima težavo s tisto najmehkejšo mešanico. In kaj je tu za dodati? Nič kaj takega. Le to, da Ferrari letos je žal potrdil vse tiste dvome, ki sem jih imel o njih že od samega začetka. In morda marsikdo bo zopet tu vreščal, kako sem sam uperjen proti skuderiji Ferrari. A zame ekipa, ki zna na polovici dirke za veliko nagrado Monaka pridelati 33 sekund in pol zaostanka, ne more biti dobra. Pa čeprav vaši ljubi avtori v svojih člankih razlagajo drugače. Sam gledam na rezultate in ne toliko na obljube. A to je za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.